V naših MMC novicah, ki si jih lahko tudi kadarkoli preberete na Zaviho avtomobilnost na spletnem portalu rtvslo.si, pa o novici, o kateri smo že kar nekaj govorili, predvsem pa je zdaj začelo se govoriti še več, saj so na njo opozorili tudi pri Amnesty International. Gre za to, da baterije, tudi zaradi tega, ker se za električno energijo kuri lignit recimo, niso tako zelo zelene, kot bi si človek mislil, in predvsem pri izdelavi je vključenih zelo veliko otrok, kar pa tudi ni v redu. Ne, seveda ne, in to, da je to priznanje na koncu ali to spoznanje prišlo tudi strani Amnesty International, je seveda koristno. Govorijo pa bolj pravzaprav o tem, da ko govorimo in gledamo v prihodnost o bolj trajnostno naravnani zeleni energiji, moramo pravzaprav imeti pred sabo celo sliko. Pri elektrikih jo očitno šele dobro dobivamo. No, ampak kmalu pa se nam obeta vsaj nekaj dobrega. Evropska komisija je sprejela, da naj bi po letu 2022 vsi avtomobili, ki bodo prišli na trg in bodo na novo homologirali, morali imeti tiste osnovne varnostne asistenčne sisteme, kot jim tudi mi zdaj že tako pravimo, zaviranje v sili, ohranjanje znotraj voznega pasu, radarski tempomat, tudi črno skrinjico in pa recimo alkolok. Gre za pomembne ukrepe, ki bojo nedvomno močno pripomogli k višji prometni varnosti, ampak spomnite se oddaje, ki smo jo predvajali pred kratkim. To niso avtonomni avtomobili, to so asistenčni sistemi, pri katerih bo voznik postavljen na neko novo preizkušnjo. Še vedno bo vozil sam, še vedno bo za vožnjo odgovarjal sam in ne bo smel spuščati volana. Poglejmo si še druge MMC novice. Po podatkih podjetja LMC Automotive se bo prihodnje leto število električnih modelov, ki so na prodaj v Evropi, podvojilo na kar 48 popolnoma električnih modelov ter skoraj 100 različnih priključnih hibridov. Do konca leta naj bi se v Evropi za električen avtomobil odločilo 300 tisoč, za priključni hibrid pa 255 tisoč kupcev. Že prihodnje leto pa bo skupno število elektrificiranih avtomobilov doseglo 1 milijon. V norveškem Oslu bodo električnim taksijem omogočili brezžično polnjenje med postanki. V tla določenih postajališč bodo vgradili plošče za brezžično polnjenje z močjo 75 kW. Prihodnost pa nam približujejo tudi v New Yorku. Kot smo poročali, bodo avtonomna vozila najprej zaživela v zaprtih prometnih ureditvah. Primer je tamkajšnja industrijska cona z 8500 zaposlenimi. Kot poroča Verge, se bodo med zgradbami te cone že v nekaj mesecih lahko začeli premikati s pomočjo samovozečih šatlov. Pa smo že na 2 kolesih. Kolesarsko področje zanima tudi Yamaha. Predstavila je električno kolo primerno tako za vožnjo po asfaltu, kot tudi na makadamu. Imenuje se Wabash Adventure Gravel in bo na voljo v 4 različicah moči od 250 W do 500 W. Podjetje Trisbike, ki trenutno išče investitorja na platformi Kickstarter, pa se ukvarja s kolesi, ki nimajo 2, temveč 3 kolesa. Izdelali so namreč tricikel, zasnovan za varno in udobno polaganje ovinkov, pri čemer se njihov sprednji del nagne do 30 stopinj. Novi zakon, ki prepoveduje vožnjo z mopedom na kolesarskih stezah ter obenem predpisuje obvezno uporabo varnostne čelade, pa je razburil mlade Nizozemce. Ker jim je pričeska pomembnejša od varnosti, mnogi že prodajajo svoja dvokolesa. Pri avtomobilskih novostih ne moremo mimo kupejevske izvedbe športnega terenca Porsche Cayenne. Ta prevzema tehnično zasnovo običajnega modela, od njega pa se razlikuje predvsem po nižji strehi, ki se poševno spušča proti zadku. Od seksi Porscheja pa k osupljivemu unikatnemu Ferrariju P80C, ki so ga v Maranelu izdelali za nesramno bogatega kupca iz Hongkonga. Za avtomobil, ki je nastajal po željah stranke, so jemali navdih pri modelih 330 P3, P4 in Dino 206S. Šasijo pa so si izposodili od dirkalnika 488 GT3. Za konec pa še eden iz vse večje Legove sanske garaže. Po Bugattiju Chironu je zdaj iz Lego kock nastal tudi McLaren Senna. Za izdelavo modela v naravni velikosti, ki je 500 kg težji od pravega avtomobila, so potrebovali malce manj kot 5000 ur in porabili 500 000 kock.